17 let bolniške odsotnosti. Ja, prav ste slišali. Prav toliko je bila z dela odsotna nemška učiteljica in je še več ves ta čas prejemala polno plačo. Učiteljico so zdaj prisilno upokojili, a 62-letnica se s tem nikakor ne strinja. Vložila je celo tožbo. Da pa je zgodba še bolj nenavadna, je prišlo celo na dan, da Nemka v teh 17 letih, ko je bila odsotna zaradi bolezni, da je opravljala še dodaten poklic. Barbara Banšič. To je poklicna šola v Vezlu, kamor nemška učiteljica že 17 let ni vstopila. Od leta 2009 je namreč ostala na bolniškem staležu in vsak mesec predlagala zdravniška potrdila. Ves čas je prejemala plačo in tako je v 17 letih prejela približno 1 milijon evrov. V začetku leta pa preobrat, ko je šola dobila novega ravnatelja, ki je odredil preiskavo. Ta je razkrila resne postopkovne pomanjkljivosti, saj od učiteljice vsem tem času nihče ni zahteval, da opravi uradni zdravniški pregled. Konec maja so učiteljico upokojili. Ja, also einer Beamtenperson ist es schon kritisch, weil man ja den Staat repräsentieren muss. Finde ich unverschämt von der Frau. Die müsste das eigentlich komplett zurückzahlen. Dann könnte sie auch tatsächlich ihre Bezüge verlieren, rückwirkend für die Tage, für die sie sich krank gemeldet hat, aber tatsächlich nicht krank war. Das wäre möglich. 62-letnica pa se z upokojitvijo ne strinja. Vložila je tožbo in zahteva vrnitev na staro delovno mesto in izplačevanje polne plače. V primer se je zdaj vmešala tudi država. Učiteljico je pod drobnogled tako vzelo tudi državno tožilstvo, saj naj bi v času, ko je bila uradno na bolniškem staležu, kljub temu opravljala delo, vendar ne kot učiteljica. Tatsächlich bestehen aber Anhaltspunkte dafür, dass sie als Heilpraktikerin tätig gewesen ist in der Zeit. Lokalni nemški mediji poročajo, da je med svojo odsotnostjo 62-letnica celo ustanovila podjetje na področju zdravstva. Primer je v Nemčiji sprožil vsesplošno razpravo, saj učitelji veljajo za javne uslužbence. Ta status prinaša ugodnosti, kot je neomejeno bolniško nadomestilo v polni višini plače, vendar pa vključuje tudi strožja pravila. Potem, ko učiteljica 17 let ni bila za katedrom, se zdaj ne sooča le z disciplinskim postopkom, temveč tudi s kazenskim pregonom.